Ti si tisto, kar iščeš. Zato nehaj iskati. Razen, če se gledaš v ogledalo, saj je že skrajni čas, da jasno vidiš, da si ta oseba, ki jo iščeš, in ne tisti prazen občutek, ki ga morda imaš, ta luknja v prsih. Ta občutek praznine si dobil samo zato, ker misliš, da nimaš vsega, kar potrebuješ. Živimo v potrošniški družbi, kar pomeni, da te potrebujejo, da kupuješ stvari. Najlažji način za prodajo je, da ti povedo, da nisi dovolj, da nisi dovolj dober. Kupi ta avto in dobil boš dekleta. Kupi ta modrček in ličila in dobila boš fanta. In to tako pogosto vidiš in slišiš, da začneš verjeti tem lažem. Drage avtomobile prodajajo, da bi se počutil uspešnejše. Ličila prodajajo, da bi se počutila lepše. To je isti make-up, ki ga kupiš, da se nehaš počutiti nezadovoljno s tem življenjem. Kar naprej ti govorijo, da nisi dovolj. Kaj pa filmi, ki jih gledaš? Vse oddaje na televiziji. Bolj kot gledaš, bolj vidiš, da potrebuješ nekoga ali nekaj, da te bo naredil popolno. Ljubezen je odgovor. Ljubezen je ključ. Toda, če se ne moreš ljubiti, sprejeti, kako boš potem imel rad druge in jih sprejel? In ljubiti sebe, kaj to sploh pomeni? Vedno so te učili, da je to, da se sprejmeš in se imaš rad, nekaj, česar se moraš bati. Želiš se imeti rad, ampak kako to sploh narediš? Spomnim se, ko je nekdo rekel, da je imel prijateljico, ki jo je hitro branil in spodbujal, kadar je karkoli rekla negativnega o sebi. Ona je rekla, tako sem neumna, in odvrnil je, ti si pametna. Ona je rekla, da je grda, in odgovoril je, ti si lepa. Nato pa ga je vprašala, zakaj tako nenehno polniš mojo skodelico samozavesti, s svojo skodelico pa neodgovorno ravnaš. Ko se je pogledal v ogledalo, je bil njegov glas čisto jasen, ko si je govoril, da je grd, presuh, da ima nepočesano lasišče in še mozolj na bradi. Takrat mu je dala nasvet, ki mu je spremenil življenje. Objela ga je in mu rekla, obnašaj se do sebe kot do nekoga, ki ga imaš rad. Obravnavaj sebe kot nekoga, ki ga imaš rad. To je tisto, kar večina išče in morda nikoli ne najde. In globoko v sebi je vedel, da je čas, da neha iskati, in si je rekel, iščeš lahko toliko časa, dokler ne boš pogledal skozi ves svoj strah in se pogledal v ogledalo ter jasno videl, da je oseba, ki te gleda nazaj, edina oseba, ki te lahko osreči. In to je dovolj. In ko začneš videti, kdo boš postal, bo tvoj svet postal svetlejši, bo tvoj tovor postal lažji in lahko boš videl, da je v tem življenju tako, da si lahko zmagovalec in ne poraženec tega življenja. In zato upam,
da ti danes pustim usmeritev stran od pomanjkljivosti, ki jih vidiš v svojem odsevu ogledala, to niso napake, ampak le zaščita pred vsemi dvomi o tvoji popolnosti. Torej začni danes. Danes se poglej v ogledalo in reci, da si tisti, ki ga iščeš. Večina ljudi okrog nas hodi popolnoma prazna. Nimajo občutka za samega sebe, nimajo občutka ljubezni do sebe. Ko rečem samoljubje, to nima nobene zveze z denarjem, slavo ali materialnimi stvarmi in vsem, na kar imaš mogoče negativno mišljenje. Denar nima zveze s tem, da se sprejmeš. Nima nič opraviti s tem, koliko ima nekdo na računu ali v kakšni hiši živi. Če tudi imaš vse te stvari sedaj, te to ne bo pripeljalo do tega, da se sprejmeš in ljubiš še bolj. Gre za to, da spoznaš svojo vrednost. Sprejmi se in ljubi neodvisno od tega, da bi te moral najprej drugi ljubiti. Verjemi vase. Spoznaj svojo lastno vrednost. Tukaj si z nekim namenom. Življenje je proces, zato odpuščaj. Oseba, ki ne more ničesar odpustiti, je popolnoma psihološko in čustveno uničena. Odpusti svojim staršem. Odpusti vsem preteklim razmerjem, ki si jih kdajkoli imel in se niso izšla. Odpusti vsem drugim v svojem življenju, ki so te kakorkoli prizadeli, in si odpusti. Odpusti sebi. Odpuščanje je opuščanje upanja, da bi lahko bila preteklost drugačna. Odpuščanje je to, da sprejmeš, da se ti je zgodilo. To ne pomeni, da sprejmeš, kar se ti je zgodilo. Gre za to, da sprejmeš, da se je zgodilo in vprašanje je, kaj lahko storiš glede tega. Odpuščanje pomeni opustiti upanje in držati želje v sebi, da bi se lahko določene stvari zgodile drugače, kot so se zgodile. In ko to sprejmeš, te bo življenje popeljalo na naslednjo raven, kjer boš boljša oseba, ker ne boš v sebi držal zamir do ničesar ali nobene situacije, ki se ti je zgodila. Gre za odpuščanje preteklosti, da ne boš živel v ujetništvu kot talec svojega življenja. Življenje je cikel. Ne glede na izkušnjo, ki jo trenutno imaš, tukaj ne bo večno. Izkušnja je prišla mimo in šla bo naprej. Pusti to in se začni osredotočati na razvoj sebe. Dejstvo je, da boš v svoje življenje dobil še več ljudi, ob katerih se boš razvil, slepa ali zgrda. Stvari se bodo zgodile, izzivi se bodo dogajali in najpomembnejša stvar je, da izkoristiš svojo voljo, pustiš preteklost za seboj, se premakneš, da lahko rasteš, da lahko nadaljuješ s svojim življenjem. Ni pomembno, kaj se ti je zgodilo. Pomembno je, kaj ti lahko storiš glede tega. Če se želiš začeti premikati v svojo osebno veličino, če želiš začeti resnično uživati v svojem srečnem in uspešnem zdravem življenju, moraš biti pripravljen stopati po trnjevi poti in izkoristiti svojo voljo in notranjo moč.
Ko si v procesu ponovnega kreiranja svojega življenja, napiši, kakšna oseba želiš postati. Kdo si želiš biti? Katere so lastnosti, ki jih moraš premagati? Katere so tvoje lastnosti, za katere veš, da jih boš moral spremeniti, ker te trenutno zavirajo pri procesu rasti in kreiranju tega, kar želiš postati? Kaj imaš trenutno na razpolago? Katere so tvoje močne lastnosti? Oceni se, nato pa se odloči, kdo boš postal. Da bi se rešil iz začaranega kroga, potrebuješ trenerja, trening in močno voljo. Poišči zaupanja vredne kritike. Ljudi, za katere veš, da te imajo radi. Njihove povratne informacije ne jemlji osebno. Ljudje ti bodo povedali, kje si pomanjkljiv, kje je možnost za napredek. Vsi želimo slišati samo pozitivno, ampak nismo popolni in to boli. Imej prijatelja, ki je zaupanja vreden kritik, ki ti ne bo všeč, ampak ga imaš rad. Ne bo ti povedal stvari, ki jih želiš slišati, povedal ti bo to, kar moraš slišati, da bi lahko rastel naprej. Takrat boš kot na vročem stolu. Nihče tega ne prenese in s tem lahko tvegaš izgubo prijateljstva, a to je edini način, da lahko rasteš. Bodi hvaležen, če imaš ob sebi ljudi, ki ti povedo, kar moraš slišati, ne tisto, kar želiš slišati. Nehaj se strašiti. Kako pogosto se teroriziraš s svojimi mislimi? Prihajaš do absolutnega terorja in to izhaja samo iz tvojih misli in nihče drug ne počne nič s tvojimi mislimi. Včasih je za to kriv star družinski vzorec, včasih kakšen nov izziv. Poskusi narediti seznam svojih strahov in si na to daj priložnost, da vsak strah spremeniš v pozitivno afirmacijo. Spremeni vsak strah v nekaj pozitivnega in vedi, da si ti tista oseba, ki odloča, kakšne misli te bodo preplavili. Ena misel morda res ne naredi velike razlike. Če spustiš kapljico vode, to ne pomeni veliko. Toda, če kapljico spuščaš in spuščaš, dobiš lužo na tleh. Potem lahko dobiš majhen ribnik in jezero in ugotoviš, da lahko ustvariš ocean. In z lastnimi mislimi se lahko utopiš v morju negativnosti ali pa plavaš na oceanu življenja. Odvisno je od tebe. Tvoje misli se zbirajo v tako lužo, kot sam želiš, in v taki vodi boš tudi stal. Kaj torej počneš? Si pripravljen spremeniti svoje razmišljanje in tako spremeniti svoje izkušnje? Trenutno ni pomembno, če imaš veliko lužo negativnih misli. Lahko se premakneš tja in ustvariš lužo pozitivnih naukov, misli, citatov. Vedno se lahko spreminjaš. Naj pozitivne misli začnejo delovati zate.